Dober dan. Dober dan v novo lekcijo, nov vpogled, v novo predstavitev rešitve za naše svetovne probleme, naše slovenske probleme, zato da pridemo v boljši svet, ne? To je to. V glavnem, danes sem hotel spregovoriti o eni temi, ker poslušam kakšne informacije se plasira v javnost in ogromno informacij, ki se plasira v javnost, kvazi, torej pod neko pretvezo, da so dejstva, v resnici zares dejstva niso. Ampak so samo informacije drugih ljudi. In zakaj je to problem? Zaradi tega, ker potem zgleda, kot da se dobri borijo proti slabim, ampak oboji prodajajo samo informacije drugih ljudi in noben ne govori iz rezultatov. In če ne govoriš iz rezultatov, potem govoriš na pamet, in če govoriš na pamet, zares ne veš, kaj govoriš, in siliš ljudi v neka svoja prepričanja, za katera nimaš dokazov, da delujejo. In to so v večini naše debate v naši družbi, v javnosti. Debate ljudi, ki zares nikamor ne peljejo, ne utišajo dvomov in ne nahranijo ljudi. In moj namen je ravno kontra vsega tega. Nahraniti ljudi, najti rešitve in zadovoljiti, utišati dvome. In v glavnem, tako da povem, pač ta ideja, da imamo konzervativce in liberalce, ne, v resnici, če pogledaš, ne obstaja sploh, ne. Če pogledaš v javnosti, kaj imamo, imamo zares ljudi, ki si rečejo, da so konzervativni, to so ljudje, ki so torej stremijo k naravnemu oziroma tradicionalnemu, v veri, da bi zaščitili in živeli naravno, torej neki tradiciji. In potem na drugi strani imaš liberalne ljudi, ki pravijo, da to pač ni cool in pač, da bi mogli biti bolj odprti za spoznavanje življenja. In čeprav zgleda, kot da so to dva tipa ljudi, dve vrsti različnih ljudi, v resnici se ne gre za različne ljudi. V bistvu je ta liberalizem in konzervatizem v resnici neka umetno plasirana ideologija z namenom razdvajanja ljudi, ker ljudje, ki nimajo utelešenja svoje potlačene sile, svoje potlačene življenjske sile, svojih senc, zmeri življenje vidijo iz svojega disociativnega stanja, so zavedni tega ali ne. In elita to ve, in zato je plasirala ideologije v javnost, ker ve, da pač vsak tip disociativnega človeka se bo identificiral, poistovetil z neko določeno ideologijo, in na ta način imaš ljudi, ki se bojo pač zmeraj razlikovali in razločevali in ne bojo se združili. In v glavnem, pač spremljam konzervativne in liberalne ljudi in v resnici vidim samo to. Ljudi, ki bi radi živeli varno življenje, ker samo skozi varnost življenja ti zares lahko razvijaš intimo z življenjem. Torej ljudje, ki bi radi živeli naravno, opolnomočeno, radi bi bili celi, ampak ker nimajo tega na utelešenem, praktičnem, harmoničnih rezultatih nivoju, ker nimajo tega na tem nivoju, ampak samo kot neko filozofijo in ideologijo, imajo torej zaradi neutelešenja te svoje naravnosti, te svoje celotne življenjske sile, ful problemov, ne. Ful problemov imajo, na primer, to je konzervativna heteroseksualna družba, ima ogromno problemov, ne. Če je konzervativna heteroseksualna družba zares naravna, zakaj ima toliko problemov? Pač
večino sveta so heteroseksualni konzervativni ljudje. To je večina sveta. Večina sveta so heteroseksualni ljudje. In pač, če si heteroseksualen, si delno, tudi če se poistovetiš z liberalnostjo, si v resnici na strani konzervativnih ljudi. Zdaj bom povedal, naprej boste dojeli, o čemu govorim. Bom razložil vse. Če si heteroseksualen človek, si v resnici konzervativen človek. Bolj se nagibaš na to stran, v utelešenju, tudi če se mentalno poistovetiš z liberalizmom. In v glavnem se hotel samo povedati, da torej v resnici je svet v večini narejen iz heteroseksualnih, konzervativnih ljudi, ljudi, ki bi radi bili naravni in celi. In če si naraven in cel, če si v tej smeri, boš avtomatsko heteroseksualen. Zato pravim, da so heteroseksualni ljudje v bistvu konzervativni, tudi če se poistovetijo z liberalizmom. Zato, ker nekdo, ki zares uteleša naravnost, celo življenjsko silo, bo na neki točki dosegel heteroseksualnost. In bom razložil naprej, zakaj in kako, preden se zapenjate vsi. V glavnem, hotel sem samo povedati, da večino sveta je narejena iz heteroseksualnega, konzervativnega sveta in tudi če ta trenutek ni temu tako, čeprav je tako, je bilo v preteklosti tako. Torej, naša družba v preteklosti je bila konzervativna in heteroseksualna, lahko rečemo še bolj kot zdaj. Ne? Torej, tudi če zdaj ni tako, če temu ne verjameš, čeprav je tako, je do zdaj bila tako, takšna družba. Konzervativna in heteroseksualna v večini, v glavnini. In nas je do tega, kjer smo zdaj, pripeljala preteklost, ne sedanjost. Ne, sedanjost nima tako močnega vpliva, da bi zjebala vse skupaj. Pač preteklost nas je pripeljala, nerazrešena preteklost nas je pripeljala v sedanjost. In jaz se pol zmeri vprašam, če so konzervativni heteroseksualni ljudje zares ful naravni, ne, ker oni kličejo k tej naravnosti, k Bogu, heteroseksualnosti, pač naravnim stvarem, v stiku z naravnim. Če je to res naravno, zakaj je potem, če je glavnina sveta v preteklosti in v sedanjosti bila in je heteroseksualna konzervativna družba, zakaj je svet tako v pizdi? Ne? Ker če je nekaj naravnega, pomeni, da je dobesedno najbolj učinkovito. Če je naravno, je najbolj učinkovito. Če je naravno, je najbolj brez upora. Je najbolj spontano. In s tem najmočneje, ne? Ker če ti nimaš upora v energiji, imaš celo energijo na voljo. In če imaš celo energijo na voljo, ne moreš biti bolan in šibek človek. Ne moreš biti nekdo, ki zdaj iz druge perspektive se zanaša še zmeri na ideologije, ker posluša svojo intuicijo. Ne? In sem samo hotel povedati, torej, če je ta konzervativni heteroseksualni svet zares tako pravilen, zakaj je potem tako v kurcu? Zakaj je tako v kurcu ta svet? In mi nismo v kurac prišli zdaj ta trenutek, kao eni bojo rekli z liberalnimi ljudmi, ampak smo prišli v kurac, smo bili v kurcu, smo prišli v kurac, ker smo že bili v kurcu. Mi smo zmeraj bili v kurcu. Odkar pomnimo, smo bili v kurcu kot ljudje. In pač jaz, kar vidim v družbi, torej obstajajo ljudje, ki bi radi bili celi in naravni in osvobojeni, ampak zato, ker živijo po ideologiji, po neki tradiciji, mentalni tradiciji, sledenju nekim pravilom, strukturam religiji in ne skozi utelešenje tega, ne skozi izkustvo, ne skozi telo, ampak skozi mentalni svet, zares pač nimajo rezultatov naravnosti, samo pridigajo o njej, ampak je nimajo. Imajo ogromno bolezni in destruktivnosti v tem konzervativnem heteroseksualnem svetu, ker to je glavnina in svet je v kurcu. In hočem povedati, da
Torej obstajajo samo taki ljudje, torej, ki bi radi bili naravni, ampak ne vejo kako, in potem na drugi strani so torej iz tega, iz takšne družbe usklili liberalni ljudje. Zakaj? Ne zato, ker bi bili drugačni, ampak ker so pač znotraj konzervativnosti prepoznali, da je toliko pizdari, kljub temu, da se pridiga naravnost, je toliko nenaravnosti, toliko bolanosti je, da so pač iz takšne konzervativne bolane družbe usklili in vse, kar delajo, opozarjajo na probleme v konzervativni družbi. To je vse, kar liberalni ljudje zares delajo, če pogledaš debate. To je vse, kar delajo. Pa če liberalen človek je torej nekdo, ki se želi osvoboditi, zakaj bi se želel osvoboditi? Osvoboditi se želiš samo zaradi tega, ker so problemi. Ne? Če mi v konzervativni družbi, naši naravni družbi, ne bi imeli problemov, ker bi res bili naravni, potem potrebe po liberalizmu ne bi bilo. Zakaj je bila potreba po feminizmu, naprimer, tisti začetek, sam štart? Ker so ženske bile zatirane. Pustimo to, da se je sfižilo vse skupaj, ampak prvotno je imel ful dobro in je dosegel dosti dobrega za ženske. Prvotno. Potem se je sfižilo, ne? Pustimo to. Ampak samo hočem povedati, zakaj se razvijajo liberalna, svobodnjaška gibanja, se ne razvijajo za brez veze. Se razvijajo, ker skušajo opozoriti na probleme, na nenaravnost, na bolezni, na trpljenje znotraj kvazi naravne, konzervativne družbe. To je vse, kar se dogaja. In potem, tako kot zmeraj, so pač zli ljudje, šibki zli ljudje, vzeli to, kot da obstajata dve ideologiji in potem pač v javnosti plasirajo, češ da obstajajo dva tipa ljudi, eni konzervativni, eni liberalni, da imajo drugačne vrednote in torej, da zares niso za skupaj. Ne? Kako religija, ne? Naprimer, religija pomeni religare, pomeni povezovati. In torej v samem izvoru je mogoče imela ful dober namen, ampak spet zli ljudje so to dobro sporočilo, ta dober namen uporabili za slabo in torej naredili destruktivnost tam, kjer ne bi rabila biti. Pač z namenom, da smo razločeni, da nas elita lahko vodi in da ostanemo šibki in trpeči. In torej v resnici ni konzervativnih in liberalnih ljudi, so samo konzervativni, ki zares ne živijo naravnosti in potem liberalni, ki opominjajo na to, da pač mi ne živimo v naravni družbi, kljub temu, da se pridiga o tem. In zakaj je tako? Zakaj je tako? To ni obsojanje ali karkoli. Jaz nisem popoln. Sem kar raketa, ampak kar hočem povedati je, da problem je v tem, da namesto, da bi si vzeli čas in zares raziskali življenje in zares poslušali dokaze v sedanjosti, v življenja, v trenutnih živečih ljudeh, ki imajo res dokaze v svoji izkušnji, v svojem telesu. Ne, mi se zanašamo na filozofije in ideje, misli drugih ljudi. Namesto, da bi uporabljali svojo lastno inteligenco in svojo lastno izkušnjo, ki nam je bila dar, ki je nekaj neponovljivega, naša izkušnja in naša individualna izkušnja, naša inteligenca je nekaj neponovljivega, darja, in namesto, da bi to uporabljali, da bi to živeli v celoti, poslušamo mnenja drugih ljudi. Ko je tisto naše notranje vedenje zelo preprosto, je tu, ampak smo ga bili navajeni ignorirati. Torej, dokler bojo konzervativni in liberalni ljudje mislili, da so različni in se bojo torej dajali samo na mentalnem nivoju, brez kakršnih kolih dokazov v lastni izkušnji, ampak pod pretvezo, da nekje drugje so nekateri ljudje dokazali, da tako pa tako je prav, na tak način mi nikamor ne pridemo. Ker to potem lahko mi si mečemo te besede, cel cajt drug drugemu pod nos in mi nič ne razrešimo zares. Eni kličejo k temu, da to je naravno, brez da bi imeli dokaze, da je to naravno, slutijo
Eni pa pravijo, pizda, tudi če je to naravno, vi nimate teh rezultatov, zakaj potem vse tako v pizdi? Ne? To je vse, kar je, o čemur gre debata, o temu gre. In pač tu je problem, zato ker mi nimamo utelešenja, ne? Mi nimamo trajnostnih, harmoničnih rezultatov, ki bi jih ohranjali iz stanja spontanosti in zaradi tega govorimo iz glave na pamet. In dokler bomo govorili na pamet, bomo imeli zmeri kaos, ker na pamet lahko govori vsak, pod pretvezo, da govori dejstva. In torej, k čemu jaz kličem? Kako mi lahko pridemo do teh pravih dejstev? Ker beseda dejstvo je izgubila pomen, ne? Včasih je bilo informacija in potem dejstvo kao nekaj praktičnega, prizemljenega. Ampak zdaj že vsak govori, da to so dejstva in beseda dejstva je izgubila totalno vrednost. Sploh ne pomeni več nič. Danes dejstvo je enako vredno informaciji. In ker so pač ljudje zlorabili to. In v glavnem, k čemu jaz kličem, kako lahko mi pridemo iz tega mentalnega dvoboja, ki ne bo nikoli razrešen, do rešitev? Kako? Edini način, kako lahko mi pridemo do skupnosti, je, da začnemo poslušati svojo intuicijo. Zdaj bo ena kratka lekcija, upam, da kratka, na temo intuicije. Naprimer, mi vsi imamo intuicijo, notranje vedenje, ki je dostikrat instantno, ampak smo ga bili navajeni ignorirati. Smo ga navajeni ignorirati, zato ker živimo v družbi, ki pač ignorira intuicijo. Kaj pomeni slediti intuiciji? Slediti intuiciji pomeni slediti življenju v sebi. Kako lahko pridemo do opolnomočenega življenja izven sebe, če ne bomo sledili življenju v sebi? Če ne slediš življenjski sili, življenju v sebi, kako lahko kadarkoli realiziramo, manifestiramo opolnomočeno življenje, če življenja ne živimo? Če življenja v sebi ne slediš in živiš, kako boš kadarkoli dosegel opolnomočeno, celostno, celovito življenje? Nemogoče je, če ne slediš življenju celotnega življenja, ne moreš živeti, ne moreš ga poznati, če ga ne izražaš in udejanjaš, če mu ne slediš. Torej, če ne slediš svoji intuiciji, ti zares ne moreš vedeti. Lahko sklepaš, lahko slutiš, ampak zares ne moreš vedeti. Boš poslušal mnenje drugih ljudi v svoji glavi. Boš poslušal strah, ki iz podzavesti, iz tvojega telesa, iz energetskega sveta presiha, ali kakorkoli se že reče, v tvoje možgane, kjer vpliva na to, da deluješ iz strahu. Dokler ne bomo poslušali intuicijo v sebi, torej življenje v meni, in delali odločitve in izraz po tem, torej kar življenje v meni veli, dokler ne bomo živeli torej po intuiciji, mi življenje ne moremo spoznati in zratati zavedni ljudje. In kaj je tisto, kar zahteva, če pogledaš, kaj je vsa duhovnost, če pogledaš, ravno to, kar sem zdaj povedal, slediti intuiciji je vsa duhovnost. In kaj rabimo za to? Kaj rabimo? Pogum. Samo pogum. Nič drugega. To je vsa duhovnost. To je edina duhovnost, ki obstaja. Ful dobro so nas nalagali pretekli in trenutni ljudje, ko nam pridigajo o zavedanju in o duhovnih praksah in o duhovnosti, češ, da to je neka filozofija, nek trend. Dobro so nas nategnili, ker so brez utelešenja na pamet, tako kot v vseh drugih vejah življenja, ljudje prodajali nekaj, kar zares ne vedo. In so torej kupili ideje drugih ljudi, brez da se zavedamo, da realno v temu lifeu, v čisto vsaki veji, vsako vejo življenja se je infiltriral Satan, torej človek, entiteta, kakorkoli hočeš vzeti, ki ima negativen namen zavajanja ljudi, ker zavedeni ljudje ne bojo dosegli utelešenja, skozi katerega bi se združili.
v katerem bi se združili. Ker nezaveden človek, zgubljen človek, zaveden človek bo sledil neki filozofiji, ker je navajen ignorirati svojo intuicijo, ker živimo v takem svetu, se bom vrnil na to. In v glavnem ti pač namesto, da bi sledil svoji intuiciji, svojemu vedenju, slediš prepričanim idejam drugih ljudi in v takem svetu je ful dobro, če zavajaš ljudi, ker potem boš pač za zmeraj imel zgubljene, razločene ljudi, ne. In pač v vsako vejo, tudi v duhovno, terapevtsko, psihološko, v vse veje, čisto vse veje življenja, se je infiltriral dobesedno torej Satan z namenom, da nas zavaja. In šibki ljudje, ki nimajo utelešenja, zato ker ta družba, v kateri smo, je šibka in producira šibke, ranjene ljudi, ki iščejo rešitve, zato ker trpijo, takšni ljudje hitro posežejo po nekih filozofijah, zato ker bi radi imeli občutek moči. Radi bi bili celi, radi bi se počutili takšni, brez da bi delo naredili, da bi se soočili s strahom zares v svojem telesu, v svojem energetskem stanju. In torej, treba se zavedati, da torej Satan, prevaranti, lažnivci, tisti, ki se delajo, da vedo in zares ne vedo, so infiltrirani povsod z namenom, da smo mi pač zavedeni in ostanemo šibki, ne najdemo cilja. In to se je zgodilo povsod v glavnem, tudi v duhovnosti. In sem hotel samo pač povedati, da edina duhovnost, dokler govoriš o zavedanju in duhovnih praksah, zares duhovnosti ne poznaš. Edina duhovnost je sledi svoji intuiciji, tudi takrat, ko te je strah, in zato rabiš pogum. To je vsa duhovnost. To je čisto vsa duhovnost. Duhovnost je ful praktična, zelo praktična, ekstremno praktična, najbolj praktična stvar na svetu. Ker samo skozi intuicijo si ti zares veš, kaj moraš narediti. Ampak kaj rabiš za to, da slediš intuiciji? Torej ja, pogum rabiš. Rabiš pogum, da boš sledil svoji intuiciji, zato ker si celo življenje navajen ignorirati intuicijo. Ker pač živimo v svetu, v sistemu, v družbi, pod vodstvom elite, ki ne omogoči varnosti človeku, dovoljuje traumiranje človeka, milijon distrakcij in suženjsko življenje, kjer človek pač ne more priti do svojega zaceljenega stanja. In ranjen človek človek je ranjen zmeraj na energetskem nivoju, ampak to se pol kaže na vseh ostalih nivojih, telesnem, mentalnem, čustvenem, kjerkoli. In pač sem hotel samo povedati, da živimo v svetu, kjer pač se rani ljudi v celoti in takšni ljudje, torej ljudje, ki imajo ranjeno energetsko stanje, ker mi imamo vsi ranjeno energetsko stanje, takšni ljudje ne sledijo energiji v sebi, ne sledijo torej življenjski sili, intuiciji. In takšni ljudje, ki jih je strah slediti življenju, energiji, torej intuiciji, ker imajo ranjeno, ker imajo strah pred izrazom svojega energetskega stanja, ki nas vodi v izraz celega spektra, ki ga mi poznamo kot človeka. Torej ljudje, ki imamo to ranjeno, to imamo vsi. Imamo torej strah pred energijo, pred intuicijo, pred tem vedenjem. In ker imajo vsi v naši družbi ta strah, kaj potem ljudje delajo? Ne? Torej, ko te nečesa strah, ti ignoriraš to. Se delaš, kot da ni tukaj, kot da straha ni, ignoriraš ga. In na neki točki to rata navada, ne? Človek je bitje navade. In ko se ti navadiš, to rata avtomatizem in na neki točki rata nezavedno. Se sploh zavedaš, ne, da si tak. In predstavljaj si zdaj, da to prihaja iz tvojega tako rosnega obdobja, kot je bilo neko rosno otroštvo, ki se ga zdaj sploh ti ne spomniš več, ne?
In glede na to, da so naši starši, njihovi predniki, njihovi starši, vse generacije bile take, smo mi ekstremno nezavedni tega, da v bistvu cel cajt ignoriramo svojo intuicijo, samega sebe, svojo energijo, življenje v sebi, to, kar smo. In ker pač živimo v svetu, ki je tak, namensko, da mi smo ranjeni in potem zaradi strahu in vseh ostalih ljudi, ki že to ignorirajo v sebi, tudi mi ignoriramo našo intuicijo, naše vedenje, naše instantno vedenje. In nam pač tudi starši, kot že otroci, nam prikazujejo starši celo življenje, da v bistvu kako cel cajt ignoriraš pri sebi ignorirajo intuicijo in delujejo iz glave, to otrok bere. Jaz sem to bral celo življenje pri svojih starših, kako je v resnici nekaj, delajo pa nekaj, govorijo nekaj drugega. In pač mi vsi imamo ta čut, ampak smo ga bili navajeni ignorirati. In v glavnem, če pač to starši v sebi ignorirajo, potem to ignorirajo tudi v tebi in potem ti tudi sam v sebi začneš to ignorirati. In pač intuicija je edina pot, kjer ti skozi življenje v sebi in realiziranje tega skozi svoje telo, zaradi tega, ker živiš to svojo življenjsko silo, lahko na neki točki, kjer s pogumom slediš intuiciji, v celoti izraziš to življenjsko silo, tudi tiste potlačene dele, prestrašene dele, katerih se zavedaš in ne, in se torej skozi pogum zares lahko osvobodiš, postaneš suveren. Človek, cel, ki ve, ki ne misli več, ampak ki ve, ki ne rabi mnenja več drugih ljudi, ki ve, ki ne rabi slediti več filozofiji, zato ker ima utelešenje in zdaj to filozofijo razume iz nivoja utelešenja, iz svojih prisluženih, trajnostnih, harmoničnih rezultatov, ki se jih ohranja iz stanja spontanosti, ki jih dosežemo le na ta način, da sledimo intuiciji. Kako lahko kamorkoli drugam prideš v življenju, če slediš svojemu mentalnemu svetu, ki je zbirka mnenj drugih ljudi in je narejeno za preživetje, kar pomeni, da torej slediš nečemu, kar sploh ne veš, če je res, in še držite v komfort coni, ker je narejeno za preživetje in mnenje drugih ljudi. Torej, cel cel te drži v komfort zonu in še to v laži. In torej, kako mi lahko s tem aparatom, na tem nivoju, kakorkoli zmanifestiramo, zrealiziramo novi svet, pridemo do rešitev, če ne delujemo skozi utelešenje, ampak skozi glavo. Nemogoče je. In vse naše debate v javnosti, na vseh nivojih, kar gledam, vsi nivoji, pod pretvezo, da delajo dobro, v resnici delajo slabo, zato ker govorijo na mentalnem nivoju. In celo naš sistem, naša stroka, eksperti, vse je narejeno na mentalnem nivoju. Noben ne govori zares iz utelešenja, zelo malo ljudi, teh ponovadi ni v javnosti, evo mene. In dokler ne bomo mi govorili iz utelešenja, mi ne bomo zares vedli, ker samo če slediš intuiciji v izraz svojega telesnega izraza, v katerega te tvoja intuicija vodi, da sprejemaš telesne življenjske odločitve v smer, v katero te intuicija vodi, lahko ti na praktičnem prizemljenem nivoju vidiš, kaj deluje in kaj ne. Se spoznaš, ker se bo izrazil cel spektr nas, človeškega izraza in naših odločitev, se lahko spoznaš, si prizemljen in pač rataš zares zaveden človek, ki ve, o čemu govori. Človek, ki uporabi svojo izkušnjo življenjsko, da pride do svoje lastne inteligence. Moj bog, to je zlato.
In mi v javnosti nimamo nobenega, ki o tem govori, tudi te naši kvazi, duhovni ljudje. Ne, to je sramota. To je sramota. Da se ljudje delajo, da vejo, preden bi zares vedeli. In torej jaz ne kurcam konzervativnih in liberalnih ljudi, ker v resnici obstaja samo ljudstvo in elita. In hočem samo povedati, da mi kot ljudstvo bomo karkoli dojeli, šele ko bomo začeli utelešati, poosebljati, izkušati življenje, ki je bazirano ne na mentalnem, prestrašenem svetu mnenj drugih ljudi, ampak na našem intuitivnem svetu, ker samo če živimo življenje v sebi, lahko živimo dele, ki so nam nepoznani. Če živiš po glavi, že zmeraj živiš dele, ki so nam poznani. Ti ne moreš s poznanim stuhtati nepoznano. Dokler živiš po glavi, zmeraj živiš poznano življenje. In to ni napredek, to ni evolucija. Samo če greš iz poznanega, iz komfort cone v nepoznano, in v nepoznano greš lahko samo tako, da nehaš slediti mnenju, ampak intuiciji svoji, življenju v sebi, ki je te cel cajt kot kompas usmerja z najbolj živim občutkom v smeri v življenju, in če temu slediš, greš v nepoznano, greš v spoznavanje sebe kot življenja in življenja samega. In zares stopiš v korak z Bogom, ne? To, kar kličejo konzervativni ljudje, kjer pridigajo religijo, spet samo kot neko filozofijo in ne kot neko utelešeno izkustvo. Kako lahko kličeš k temu, da moramo slediti Bogu, na primer? To konzervativni ljudje ful radi delajo. Kako lahko kličeš k temu, da moramo slediti Bogu, če sam ne slediš Bogu? To je hipokrizem, ne? To je pretvarjanje. Ti se delaš, da kao slediš Bogu, ampak ti slediš filozofiji, ti ne slediš Bogu. Pač Bog je ustvaril življenje, ne? In Bog je prežet, oziroma življenje je prežeto z Bogom. Bog je ustvaril vse, kar obstaja. In je torej sebe, je v vsemu, ne? Ker je iz sebe to ustvaril. In torej, če je Bog vse ustvaril, potem je življenje, lahko rečemo Bog, oziroma del Boga, oziroma eden od interfejsov, glavni in edini interfejs, naša življenjska individualna izkušnja kot komunikacija z Bogom. In torej, če ne sprejemaš celo svojo individualno izkušnjo v celoti, to pomeni, da nehaš živeti v strahu in po mnenjih drugih ljudi, ampak da utelešaš svojo izkušnjo v celoti, to pomeni, da slediš energiji, najbolj živi energiji, intuiciji, ljubezni v sebi. Torej, samo na tak način lahko sprejemaš v celoti svojo individualno izkušnjo, kjer ti zaradi tega, ker pač živiš celo individualno izkušnjo, si zares eno z Bogom. Če je Bog življenje, če je Bog tvoja individualna izkušnja, potem samo, da jo sprejemaš v celoti, si zares z Bogom, ne samo na mentalnem nivoju, ampak v utelešenju, na energetskem, v celovitem odnosu. Torej, končno zares v odnosu. In torej, kako pridemo do tega? Da začnemo sprejemati našo celo individualno izkušnjo. Vse, kar se pojavi v njej, takrat, kadar življenje to v nas vzburi. To, kar v življenje v nas skuša izraziti, nas skuša usmeriti. Samo če življenju v sebi, naši energiji, mi sledimo in jo dejanjamo in realiziramo, mi zares sprejemamo našo celo individualno izkušnjo, torej Boga. Ne? In samo nekdo, ki ima utelešenje, lahko uporablja mentalni svet, kjer takšne energetske stvari
skozi mentalni svet, ki je pri njemu zdaj pri meni samo eno orodje, ki ga lahko uporabim za razlago vsega. Zato, ker imam utelešenje, ne? Teh stvari ne moreš razumeti brez utelešenja. Oziroma ne moreš jih razlagati brez utelešenja. Kdo govori o tem v javnosti? Noben. Zelo redki posamezniki v svetu. Jaz sem samo enega človeka do zdaj spoznal. Kako smo mi lahko eno z Bogom, če nismo eno z našo individualno življenjsko izkušnjo? Kaj pomeni biti eno? Torej, naša življenjska izkušnja je generirana iz naše življenjske sile. Če ti nimaš življenja, boš umrl, tako nisi več del svoje individualne izkušnje. Torej, če ti ne sprejemaš življenja v sebi, in to ni življenje v sebi, ne? Mentalni svet, misli drugih ljudi, in glede na to, da je narejeno za survival, v večini za survival in je mnenje drugih ljudi. Če temu slediš, kar mi zdaj živimo in vse delamo iz tega v tem svetu, kako mi lahko kamorkoli pridemo, če se pač vrtimo v krogu in v laži, v preživetju, v komfortu in v laži. Pač v poznanem, ne moreš iz poznanega iti v nepoznano, nemogoče je, to je norost. Torej, samo če slediš življenju v sebi, to, kar je najbolj živega, svoji intuiciji, energiji v sebi, življenju, to, kar ti daje life, to si ti. In samo če temu slediš vsak trenutek svojega življenja, zato rabiš pogum. Pogum za takrat, kadar te je strah, za tiste dele življenja, kjer si navajen bil ignorirati samega sebe. Zaveden tega ali ne, če boš na začetku boš pač rabil vero. Ne, kaj hočem povedati, kaj sem hotel povedati. Naprimer, jaz ločujem religijo in vero. Zame religija je torej nek sistem prepričanj, v katerega pač ljudje verjamejo, ampak vera je pa pač sposobnost verjetja, verovanja, ne, vsak ima to, ne, jaz verjamem, da bo jutri dan, jaz zares ne vem, če bo jutri novi dan, jaz ne vem, če se bom jutri zbudil, jaz pač upam, zaupam, verjamem, ne, jaz ne vem zares, jaz ne vem, jaz upam, molim Boga, da bo, pač verjamem, ne, lahko samo verjamem, lahko vem, ne vem. In pač hočem povedati, to je vera za me, ne, to je vse, kar je vera. In torej, na začetku boš rabil vero, slepo vero, dokler si ne dokažeš na izkustvenem nivoju v svojem življenju, z doseganjem harmoničnih trajnostnih rezultatov, ki se jih ohranja iz stanja spontanosti, da ko slediš svoji intuiciji, zares prideš do teh rezultatov. Na začetku rabiš vero, dokler neko obdobje ne živiš po intuiciji in potem boš pač videl na izkustvenem nivoju, da sledenje svoji intuiciji prinaša trajnostne, harmonične rezultate. Harmonijo, novi svet. Mi ne moremo novega sveta iz starega sveta zgenerirati. Vse to, kar vidimo v svetu zdaj mentalnih ljudi, vse, kar je v javnosti, mediji, konvencionalni in nekonvencionalni mediji, ne, socialna mreža in televizija, vse, kar se dogaja, to je vse mentalno, to je vse mentalni svet. To je vse razglabljanje, filozofiranje, kot smo do zdaj poznali, to nas nikamor ne pelje. Zelo redki ljudje govorijo iz utelešenja, zelo redki, zelo redki. Nisem še videl na slovenski sceni koga. Res. In pač mi tako ne pridemo nikamor, ne. Torej, rabiš pogum za tiste dele, kjer te bo strah, in vero, dokler si ne dokažeš, da je to res, da deluje. In jaz sem tukaj zdaj ful smiselno in preprosto razložil, z besedami dokazal, da deluje. In jaz imam itak v svojem življenju izkustvo, da to deluje. Ampak, dokler si sami ne boste dokazali, ne pomeni nič.
In torej pomisli malo, če kličeš k Bogu, če kličeš k naravnemu in če kličeš k življenju, medtem ko življenja v sebi ne živiš po njem, skozi svojo intuicijo, ti zares ne kličeš k temu. Ne? Ker kdo kliče k nečemu, kar ne pooseblja, ne uteleša? Samo hipokrit. Ne? Nekdo, ki se dela, da ve in zares ne ve. In to delajo vsi. Torej, če kličeš k življenju, suverenosti, osamosvojitvi, svobodi, opolnomočenju, harmoniji, potem moraš to utelešati. Ne? Jaz mislim, da imajo že vsi pun kurac ljudi, ki govorijo nekaj, kar ne utelešajo. Ti moraš utelešati to, ne zato, ker se siliš po mentalnem svetu živeti, kot smo do zdaj poznali integriteto, ne? Ko vidimo, da se lomi. To ni nobena integriteta. Integriteta je nezlomljiva, zato se pa reče integriteta. Ko so včasih rekli, delam to, kar govorim, jaz sem mož beseda, to ni nobena integriteta. Reče se ji, ampak to je mentalna, taka šibka integriteta, to je laž. To se ruši cel cajt. Mi rabimo energetsko integriteto, torej pravo integriteto. Takšno, kjer ti si na poti doseganja neupornosti svojemu energetskemu stanju, življenju, energiji, kjer ti na koncu, na neki točki, že na tej poti dosegaš integracijo energije, ker ji slediš, ker jo živiš, in torej skladnost, integriteto v energiji. In torej potem imaš ti takšno energetsko harmonično stanje, ki torej diktira kvaliteto tvojega uma in tvojega telesa. In torej ti si potem na praktičnem prizemljenem nivoju, ti si cel človek, ti si zares v integriteti in govoriš iz utelešenja. In tukaj ljudi sploh ne rabiš prepričevati, ker takšni se med sabo sami od sebe prepoznajo. Tako močna je ta energija. Tako močna je ta energija ljubezni, bi lahko rekli. Za vse tiste, ki se zmeri posmehujete, ko nekdo reče ljubezni ali pa energija. Tako močno je. Vsa ta dokazovanja in prepiranja, ki jih imamo v politiki, v družbi, so za manj. Je samo en šum. Če bi le stopili v intuicijo, bi pač dojeli, koliko energije mi izgubljamo. S koliko distrakcijami se ukvarjamo. Ker še zmeri živimo v slepoti, da mislimo, da lahko zgeneriramo karkoli novega, izpoznanega. Je nemogoče. In poleg tega to sploh poznano ni, ne? To ni poznano. Kot sem povedal že na začetku videa, mi govorimo, torej kao, da hočemo biti naravni in da to je naravnost, kar pač govorimo, da je naravnost, a mi smo bolana družba. Ne? Torej mi se delamo, da vemo, mi zares ne vemo. Kot pravim, to so laži in še držijo nas v nekem konstantnem strahu, preživetju, torej kjer zares nismo naravni in opolnomočeni ljudje. Na praktičnem prizemljenem nivoju, ne samo v lepih praznih besedah. In torej moj klic je klic k intuiciji. Vsak jo ima, ampak smo jo navajeni ignorirati. Vsak trenutek življenja veš, kaj si želiš, veš, kaj hočeš, veš, kaj je prav. Ampak si tako močno navajen ignorirati, da si zdaj že zaveden in delno nezaveden, pretežno nezaveden tega in živiš torej potem v nekem safe spaceu, comfort zonu po glavi. In torej tukaj skušamo potem delati spremembe v svetu, ko spoznanim, lažnim, prestrašenim ti ne moreš zgenerirati harmonije novega sveta. Nečesa, kar je nepoznano še, ker mi harmonije ne poznamo. Torej, klic k intuiciji je nekaj najmočnejšega, kar lahko slišiš v življenju. To je vsa duhovnost. Ko bi me le kdo slišal. In še nekaj se zavedajte. V prihodnosti bojo te informacije vredne zlata, že zdaj so, samo ljudje ne prepoznajo. V glavnem v prihodnosti bo vredno zlata in zavedajte se, da če naš sistem
ne sprejme teh informacij, takšnih videov in jih plasira v javnost, se zavedajte dve stvari. Eno je, nočejo vam dobro, ne želijo vam teh stvari, ki vam jih govorijo, da vam jih želijo za vas. To. In drugo kot drugo, ne samo, da vam ne želijo dobro, ne prepoznavajo pomembnosti rešitev v življenju, ne prepoznavajo pomembnosti v življenju in torej prvo kot prvo nočejo vam dobro, so zavedno negativni, nočejo vam dobro in potem so nezavedno negativni, zato ker ne prepoznavajo pomembnosti življenja, intuicije. In torej, če ne prepoznavaš tega, kako lahko kogarkoli zaščitiš in pelješ v harmonijo? Kako lahko zaščitiš življenje in opolnomočiš življenje, razcvet ljudi, če sam tega ne prepoznavaš kot pomembno pri samem sebi? Nemogoče je. Nemogoče je. Torej, ljudje so zavedno zlobni in nezavedno zlobni. Mogoče bojo slutili, da to, kar govorim, je res in bojo govorili, da to ni res in ne bojo nič delali v to smer. To je eno in drugo kot drugo. Sploh prepoznali, morda, ne bojo, da je to pomembno in da je to rešitev. Ko je, tudi tukaj na mentalnem, smiselnem nivoju, sem se že dokazal 1000-krat v tem videu. Torej, kako nas lahko kamorkoli takšni ljudje vodijo, ki ne zagovarjajo tega, kar tukaj govorim in istočasno ne prepoznajo kot pomembnega. Kako nas lahko takšni ljudje kamorkoli vodijo? Ne morejo nas nikamor voditi, samo v kaos nas lahko vodijo. Torej, dokler mi ne bomo imeli v javnosti odprtih debat o teh stvarih, kar si tukaj zdaj govori, mi ne pridemo nikamor. Mi bomo samo sprejemali na površini neke lepše stvari, v resnici je to vse samo maska. Ker vemo, kako dobro se ljudje lahko delamo, ne? Jaz sem se cel life lagal, jaz nisem nek svetnik. Jaz sem se cel life lagal, pa sem še zmeraj v primerjavi z ljudmi, pizda, se vem, tega ne moreš reči zase, ampak ful nedolžen človek. Če sem se jaz lagal, pa si mislim, da sem nedolžen človek, veš, koliko se potem tam en totalno koruptiven prevarant laže, ne? Kako dober lažnivec je. In pač dokler ne bomo začeli poslušati intuicije, slediti in vemo, da je veliko strahu pred tem, zato ker to pomeni, da se life totalno spremeni v naši izkušnji. Individualno in kolektivno. In to lahko drastično in zelo hitro. Ne? Hočem sam povedati, da če pač ni lahko, ne? Ni lahko, zato pa kličem k temu, da se to dela kos po kos, grižljaj po grižljaj. Zdaj, čez 2 dni bom pa to zdaj začel delati in bom naredil vsaj nekaj v to smer. Gremo počasi v to smer, na hitro itak ne moremo iti. Gremo počasi v to smer, ampak zavedajte se, da to je edina smer, ki deluje. Sem se dokazal že 100-krat. Za vse tiste mentalne ljudi, ne? Ki mi boste radi dokazovali kontra. Torej, to je edina pot, kjer ne bomo več prodajali mnenja in filozofije in se cel cajt bockali, kdo ima prav, ampak bomo lahko skozi utelešenje, preko utelešenja se združili, ker bomo skozi utelešenje dosegali iste rezultate in to je harmonija, harmonične rezultate, vsi bomo dosegali izboljšanje. Samo če živimo življenje v sebi, ne? Ker samo tako lahko prideš do opolnomočenega življenja. Kako lahko prideš do opolnomočenega življenja, če slediš mentalnemu svetu, ki je baziran na laži in strahu, ne? Ne moreš. No, in torej hočem povedati, da avtomatsko se bomo z sledenjem po življenju v nas, torej zares slediti v življenju v nas, sprejemati življenje v celoti, pomeni, da bomo sprejemali našo celo individualno izkušnjo, kar naše življenje generira, realizira našo celo individualno izkušnjo. In torej samo z sledenjem življenjem v sebi bomo mi sprejemali celo našo življenjsko izkušnjo, kjer bomo zaradi tega se po poti očistili tudi naše potlačene sile, ker jo bomo živeli,
in pač prišli ker bomo sprejemali na celem nivoju življenjsko izkušnjo, ne? Ker celo življenjska izkušnja je generirana strani življenja. In torej, če slediš življenju, boš ti pač postal cel človek, opolnomočen človek, harmoničen, naraven in vsi bomo to stanje dosegli, ne? Ker to stanje nam bo prineslo. To, da sledimo življenju, nam bo prineslo naravnost, ne? Zato, ker življenje je naravno, ne? Bog je rekel, evo, tu je življenje, to je naravno. In zdaj ga moraš živeti, če ga hočeš priti do njega, da boš naraven. Kako boš prišel do naravnega življenja, če življenje ne sprejemaš, če ga ne živiš, če mu ne slediš? Torej, glede na to, da si življenje izmislil Bog in da pač to je naravno zdaj, on je rekel, to je življenje naravno, to je to, ne? Tu je. In torej, zdaj, kako bomo prišli do njega, če ga ne živimo? In v glavnem, samo če slediš življenju v sebi, pač prideš do celostnega stanja in v celostnem stanju bomo pač dojeli, kaj zares je naravno. In je to, kar slutijo konzervativni ljudje. Ne vse, večina ampak bomo to končno imeli na praktičnem nivoju, v rezultatih, v harmoniji, v zdravih, opolnomočenih ljudi, kjer potrebe po liberalnih več ne bo, ker bojo problemi razrešeni in bomo končno poenoteni na vseh nivojih, ne samo v energiji, ampak tudi v mentalnem svetu, ker bojo liberalni ljudje odpadli, ne bo več potrebe po liberalizmu, zato ker bomo osvobodili svojo življenjsko silo. Še nekaj bom povedal, ta video bo itak dolg. V glavnem še nekaj bom povedal, v glavnem hotel sem povedati nekaj na temo spolnosti in družine, heteroseksualnosti, homo in transseksualnosti. Naprimer, torej, konzervativni ljudje bojo govorili, heteroseksualnost je naravna in tako more biti. Brez kakršnih kolik dokazov, ker pač heteroseksualni ljudje imajo ogromno pizderi in problemov, ne. Vidimo, sem že dokazal v tem videu. Ker pač heteroseksualni ljudje so večina sveta in svet je v večini v kurcu. In v glavnem, mi imamo tukaj homoseksualne in transseksualne ljudi in če se gremo zdaj spet to enoumje, kjer bomo iz glave se delali, da vemo, kaj je naravno, brez da imamo dokaze, da je naravno zares naravno, se ne delamo nič drugega kot to, da se vračamo v preteklost, kjer se bomo delali, da problemov ni in se bomo namesto, da bi razreševali probleme, se bomo silili biti naravni, brez da bi zares bili. In torej mi na ta način nič ne razrešimo, ker potem bojo spet pač ljudem zmeri na neki točki poči, ker življenje je močnejše od nas, to vsak človek ve. Nema veze, koliko se tlačiš, na neki točki počiš. In hočem povedati, da dokler ne bomo na utelešenem nivoju, ker samo tam lahko, zares sprejmemo človeka do konca, ga bomo tlačili. In skozi mentalni svet, siljenje ljudi v neko ideologijo, v neko kvazi naravnost, brez da imaš dokaze za to, je pač siljenje, je tlačenje ljudi, je nesprejemanje življenja. In pač na ta način ne razrešujemo ničesar, da v ideologiji zmagajo konzervativni ljudje, ker spet mi s tem nismo rešili problemov, mi probleme bomo imeli, na neki točki bojo pač spet usklili uporni, liberalni ljudje, ker preprosto pač kažejo, tu so problemi, mi nimamo razrešenih stvari. In torej te konstantne neke debate, kdo ima prav, kaj je naravno in kaj ni naravno, je nesmiselno. Mi rabimo intuitivno izkustvo, ki nam bo dokazalo, kaj je prav in kaj ni prav, kaj je naravno in kaj je nenaravno. In torej, sem hotel samo nekaj povedati na to temo, ne. Naprimer, mi imamo homoseksualne in transseksualne ljudi in heteroseksualne ljudi. In jaz tako pogledam zdaj, če zajamem cel spekter.
Naprimer, na eni strani imaš, jaz sem poznal 3 ljudi v mojem lifeu, ki so naredili samomor. In vsi 3 ljudje so bili iz heteroseksualne konzervativne družine. In potem na drugi strani imaš naprimer homoseksualne in transseksualne družine, kjer naprimer otroci se ne ubijajo. Ne? In kaj je hujšega kot samomor? Jaz mislim, da ni, ker pač mislim hujšega. Pač samomor je jaz ne vidim izhoda. Jaz ne vidim rešitve. Pač da priješ do tega stanja, to moraš biti res pač gotov. Ne? In torej pomeni, da ne vidiš rešitve, to je nekaj najhujšega. In si pač pol vzameš življenje. In hočem povedati, če imam jaz na voljo heteroseksualne starše, ki so toliko v kurcu, da se njihov otrok ubije, kar se dogaja, in imam izbiro homoseksualne in transseksualne ljudi, kjer bo otrok preživel in bo mogoče bolan samo, ampak bo preživel na preživetvenem nivoju, glede na to, da mi smo tukaj zdaj, kaj bi naredil, bom pač življenje dal pred smrt. Ne, če imam na voljo heteroseksualni par, kjer bo ta fant se na koncu življenja ubil, ali imam homoseksualne, transseksualne, kjer bojo pač živeli ljudje, ampak bojo morda bolani, imam pač raje živečega človeka, ker mi smo tukaj, ne? Mi smo tle prišli v live, torej prišli smo v live in v liveu lahko delaš samo z liveom, ne moreš delati s smrtjo, ne? Enkrat, ko se smrt zgodi, ta je gotov, z njim je gotovo, njega več tukaj nijemo, ne moremo več nič narediti. Torej, če bomo izbirali heteroseksualnost in jo forsirali, brez da bi imeli utelešenja na praktičnem nivoju, da je to res naravno, bomo klicali k smrti zares. Če pogledamo, ne? In torej, jaz nočem klicati k smrti, jaz nočem mrtvih ljudi, ker z mrtvim človekom ne moremo nič. Če imam pa jaz tukaj, naprimer, homoseksualnega, transseksualnega človeka, ki je pač naredil, naprimer, bolanega otroka, ampak je še zmeri živ, jaz pač lahko živim v človeku, še zmeri mi lahko nudimo pomoč. Dokler je človek živ, tudi če je bolan, mu lahko nudimo pomoč. Ne? In torej na preživetvenem nivoju, če bomo izbirali heteroseksualnost, na preživetvenem nivoju, če bomo izbirali heteroseksualnost, pač izbiramo smrt. Ne? Zato, ker pač heteroseksualnost nam ne bo zagotovila življenja. Vidimo, da je ogromno smrti in samomorov. Ne? In torej na preživetvenem nivoju jaz izbiram life. In torej tisti par, ki mi da otroku life, tisti par bom izbral. To je lahko heteroseksualni, lahko je homoseksualni, lahko je transseksualni. Torej tukaj realno nema veze. Dokler se gre za preživetje, izbiramo life. In hočem povedati, da v tem kontekstu, kjer se gre za preživetje, bi pač mogli gledati, kateri pari, nema veze, kakšno spolnost imajo, kateri pari od homoseksualnih, transseksualnih in heteroseksualnih, torej kateri od teh 3 vrst parov bo prinesel otroku najboljše preživetje. Ker to v prvem rabimo, ne? In tako bi mogli pač izbirati, komu dati otroka. Ko pa pač mi imamo preživetje porihtano, ko mi imamo živeče ljudi, ko je za preživetje poskrbljeno, kar je prva točka, kar moramo narediti, da poskrbimo za preživetje, ker zdaj ni za preživetje poskrbljeno. Torej, ko poskrbimo za preživetje, kjer dajemo življenje pred smrt in kdor nudi življenje zmaga, torej, ko poskrbimo za to, potem se pa pač moramo usmeriti ne v to, da zdaj bomo pa govorili, da heteroseksualnost je naravna, ker nismo nič spet naredili. Mi moramo dokazati na izkustvenem telesnem nivoju, na nivoju cele naše individualne izkušnje, kaj zares je naravno. In to moramo sami pri sebi dokazati, ker samo tako bomo lahko prepoznali v drugem. Kako lahko prepoznaš, da je nekaj res tako, če v svoji izkušnji se tako ni dokazalo? Ne boš verjel papirjem in idejam drugim ljudem, ne? Tle smo zdaj. Torej, ti moraš sam pri sebi v lifeu zares dokazati, ne da se delaš, da si dokazal, da si zares dokažeš, da je samo sprejemanje življenja, kar je,
Vi se zgubljate, kjer čete v filozofijah in duhovnostih, ampak da je samo sprejemanje življenja zares ti prinesel polnomočeno življenje, nikakor drugače se to ne more zgoditi. In če živiš celostno življenje, boš živel tisto, kar je Bog postavil kot naravno. In torej gremo najprej poskrbeti za preživetje ljudi, kjer zmaga tisti, ki omogoči preživetje. In gremo torej, potem, ko imamo za preživetje zrihtano, gremo se usmeriti v res, ne samo to, da preživimo, ampak da cvetimo, torej da sprejemamo življenje res v celoti, kjer sledimo konstantno intuiciji, torej najprej preživetje, kdo nam da life, potem pa intuicija. In intuicija vsak trenutek našega lajfa, da res sprejmemo našo celo potlačeno življenjsko silo, da odkrijemo, kdo zares smo in pridemo do naravnosti v našem utelešenem stanju, torej v našem celostnem energetskem stanju. In to je naša individualna izkušnja. In na tak način smo rešili vse. Vse je rešeno. Na ta način bomo prišli v naravnost, istočasno bojo po poti izumrli homoseksualni in transseksualni ljudje. Izumrli bojo. Sploh se boriti ne bomo rabili proti njim. In to se mogoče zdaj čuje ful negativno in v pizdi, kar sem rekel. Ampak izumrlo bo, kar je nenaravno, ne? Bomo videli, kaj bo izumrlo. Če je homoseksualnost in transseksualnost res nenaravna, potem bo izumrla, če bomo sledili življenju v sebi. Ampak moramo to mi dokazati, ne? Mi moramo to živeti. Ne moramo samo pridigati o temu, brez da imamo dokaze. Gremo nazaj v preteklost, pizda. Nazaj v enoumje, kjer bo spet prišlo do poka, upora ljudi in torej smo spet tam, kjer smo bili. Smo prišli po evolucijo v ta life, ne? Ali se bomo držali v preteklosti, se bomo vračali ko eni hrčki na onem, ki laufaš v krogu. Life je šola, ne? Prišli smo se učiti. Prišli smo po lekcijo, preteklost je lekcija, nič drugega. Preteklost se mora v sedanjost potegniti samo zato, da se lekcijo naučimo, nič drugega. Ne zato, da jo vlečemo kot neko identiteto in neko predstavo, kdo smo, tako ko se dela to v Sloveniji, ful ponosno. Preteklost je samo lekcija. Ne pa nekaj, kar dokazuje, kdo smo. Ravno to je problem, ne? Ker ne puščamo preteklost v preteklosti. Nas pač še danes definira. In kako nas definira? Kot destruktivni ljudje. Nepovezani ljudje. Če bi se jo razbremenili, tako da bi začeli živeti življenje, bi kar enkrat prepoznali svojo pravo identiteto in to ni Slovenec, ampak Božji otrok. Naravni človek, brat in sestre, družina. Torej, gremo porihtati preživetje, sem že povedal, kaj to pomeni v tem kontekstu danes. Že to, če pogledaš, ne? Če pogledaš, je izbiranje po intuiciji, ne? Če izbiraš življenje pred smrtjo, že greš v smeri intuicije. In torej očitno na neki točki začetne poti intuicije življenje zahteva, intuicija zahteva, Bog zahteva, da pač samo preko tega, da damo otroka tistemu, ki omogoči življenje, zmaga tisti trenutek, ampak to je začetek, ne? Potem, ko bomo živeli po intuiciji, bomo pa pač zares se tudi očistili vseh strahu v naši izkušnji,
in prišli do našega opolnomočenega stanja. In vse, kar je nenaravno, bo po poti odpadlo samo od sebe, brez da rabi kakršnokoli borbo. Edina borba, ki jo moraš narediti, je ta borba s samim sabo, ker nehaš živeti v ignoriranju svoje intuicije. To je edina borba, ne? Zato se zmeri reče, da borba je zmeri bila duhovna. Borba nikoli ni bila izven nas, borba je zmeri bila samo duhovna borba. Notranji svet realizira, manifestira zunanji svet. Torej, borba je zmeri bila samo duhovna. In torej vsak človek je zares tukaj vojak, duhovni vojak. Ti si prišel se soočiti s tem mehanizmom ignoriranja lastne intuicije, lastnega vedenja, lastne življenjske sile, samega sebe. In samo če temu slediš, če to udejanjaš, greš naproti tega upora, ki ga poznaš že celo življenje, tega ignoriranja, lahko odkriješ, kdo si. Kjer se končno znormalizira oziroma zrealizira tvoje celostno energetsko stanje, torej sprejemanje tvoje cele individualne izkušnje se lahko zgodi samo, če sprejemaš življenje. In torej tukaj direkt skozi sprejemanje življenja, skozi sprejemanje svoje individualne izkušnje, ti direkt čistiš, ustvarjaš, gradiš, spuščaš, deluješ znotraj energetskega stanja kot samega sebe. Prepoznaš se, kdo si zares in direkt operiraš v tem. To je noro, to je noro. To je to. Še nekaj bi rad povedal. Ker zdaj izgleda, kot da bomo šele na koncu videli, kaj je zares naravno. Ne? In kaj od nenaravnega bo odpadlo. Sem hotel samo še to povedati. Če hočemo, da je otrok cel, potem mora dobiti celoto, mora imeti na voljo celoto, zato da bi lahko bil cel. In kaj je cel spektr človečnosti, kdo ga zajema zares? Če pogledamo, torej imamo spektr človečnosti in kdo ga definira v fizičnem smislu, oziroma na fizičnem, materialnem, simbolnem nivoju, kot simbol energetskega celega spektra. Kdo definira? Moški in ženska. Ne bom razložil, zakaj, preden se začnete zapenjati. Bom razložil. Torej, imaš moškega in imaš žensko. Ne? In zdaj, torej moški in ženska sta samo pač predstavnika celega spektra človečnosti. In zdaj bom povedal, zakaj. Vam bo jasno, zelo je mentalno razložljivo. Razsvetljenje je totalno razložljivo, ampak najprej moraš utelešenje imeti. V glavnem, moški in ženska. Torej moški, vemo vsi, da bolj agresiven, bolj destruktiven, bolj trd, bolj možat, kot je moški, heteroseksualni moški, noben ne more biti. Bi se strinjali s tem, da bolj kot je, torej samo heteroseksualni moški, ki je zares heteroseksualen v svoji energiji, samo takšen moški, torej res naraven moški, je torej najmočnejša oblika moškosti. Je tako. Je najskrajnejša, najmočnejša oblika oziroma predstavnik moškosti. Je tako. Če pogledaš, torej to je moški, heteroseksualen moški in potem imaš z več ženske energije od tega ženstvenega moškega, torej najbolj moški je heteroseksualen moški. Potem, čim dodajaš žensko energijo temu moškemu, dobiš poženščenega moškega. Če dodaš še ženske energije temu moškemu, dobiš torej poženščenega moškega. Če dodaš žensko energijo, dobiš pedra.
In če dodaš še temu žensko energijo, dobiš transseksualca. Ne? Torej, hočem povedati, da torej moški v moški energiji je lih v pravem razmerju med moško in žensko energijo. Ne? Ni samo v moški energiji, ima moško in žensko energijo, ampak prevladuje moška. In ker je v tem balansu naravnem, je pač najbolj možat. In torej, polko dodajaš žensko energijo, dobiš poženščenega, homoseksualnega in transseksualnega. Torej, hočem pokazati, da v bistvu vsi te spolni izrazi, ki jih mi poznamo v družbi človeka, ne grejo v tisto smer, ne grejo v možatost, ampak grejo v poženščenost, torej so znotraj spektra. Hotel sem dokazati, da sta moški in ženska res cel spektr in skrajni verziji tega in da se vse dogaja tukaj znotraj. Torej, moški, ki mu dodajaš žensko energijo, postane poženščen, homoseksualen, transseksualen. Torej, vsi te ljudje so znotraj spektra moškega in ženske in so obrnjeni torej proti ženski. In na drugi strani imaš žensko, ženstveno žensko, ki ni samo v ženski energiji, v balansu svoje moške in ženske energije, pretežno v ženski in je zato prava ženstvena ženska v opolnomočenem stanju. In torej, če takšni ženski zdaj začneš dodajati moško energijo, boš dobil moškinjo. Če dodaš še moške energije, boš dobil lezbiko, če dodaš še moške energije, boš dobil transseksualko. Ne gre v tisto smer. Ne postanejo bolj ženstvene. Najbolj ženstvena je ženskica, prava ženskica, ženstvena ženskica, heteroseksualna ženskica. Če ti dodajaš moško energijo, ne boš šla ven iz tega spektra, je tako. Zato, ker moški spektr je v tisto smer, proti moškemu. Torej, in vsi vemo, da to so bolj moški izrazi ženske. Torej, če imaš ti ženskico, če gre v te izraze, ki jih mi poznamo v svetu, ki so bolj možati od ženstvene ženskice, torej, moraš iti v to smer proti tipu, proti moškemu. Torej, ženskica, moškinja, ima že ženska z moško energijo, lezbika, transseksualka. Torej, ženska, ki je transseksualka, je realno rata tip. Torej, vse gre v to smer. In že lezbika je že bolj možata ženska. In predtem moškinja. Torej, vse gre proti moškemu spektru. In pač ravno sem dokazal, da vsi izrazi, ki jih poznamo mi v tem svetu, obstajajo znotraj moškega in ženske, ki predstavlja ta spektr tega. Torej, celoten spektr naše energije, življenja, predstavljata moški in ženska, ravno kar sem dokazal. In vse se dogaja znotraj tega. In sem samo hotel povedati, da če hočeš otroku dati vse, ne samo preživetje. Če mu hočeš dati preživetje, kdo zagotovi preživetje? Ampak če mu hočeš dati na neki točki vse, kjer bomo skozi intuicijo sprejemali življenje, celo življenje, zato da pridemo do našega opolnomočenega celega stanja, da realiziramo naš potencial. Kdo to lahko naredi? Samo heteroseksualni par. Ampak mi si moramo to dokazati. Ne samo neki tako na besedah, ker meni je to jasno, ampak mi moramo to živeti. Ne da se samo forsira neki nad ljudi, ki se nič ne razreši. Če bo to zdaj nekdo vzel in to forsiral, poglejte, Uroš je dokazal. Jaz sem dokazal, ampak jaz sem to v svoji izkušnji dokazal, zato lahko to vidim. Zdaj bo to nekdo vzel in bo pač si mislil, da ima on prav in bo to skušal sforsirati na ljudi. In mi nismo s tem nič rešili. Ker na neki točki izmeri življenje je močnejše od upora življenju, ki ga naredimo s tem, ko živimo po filozofiji, namesto da bi utelešenje imeli, ki dokazuje to filozofijo. Mi dosegamo s tem, ko forsiramo ljudi, da živijo po neki filozofiji, po tradiciji, dosegamo to, da ljudje živijo v uporu pred samim sabo, pred življenjem. In če ti živiš v uporu pred življenjem, na neki točki zmeri bruhne, zato so pa pizdarije v svetu. In torej mi nič ne rešimo s tem. In če hočemo rešiti stvari, moramo do tega priti na podlagi sprejemanja življenja. In življenje torej sprejeti v celoti, ne tako kot govorijo naši duhovni ljudje, sprejemanje različnosti, to ni res. Sprejemanje celote, to je sprejemanje površinskosti. Sprejemanje celote v globino človeka, torej živeti po intuiciji do konca. Samo to nam bo dokazalo, kaj je naravno in kaj je nenaravno. Ker bomo končno združeni in očiščeni in razrešeni vseh svetovnih problemov, ne samo seksualnih, vseh.
danes je tema bila seksualni, ampak to je princip, ki razrešuje vse. Ker vse, kar je problem v tem svetu, niso orodja v tem svetu, ampak je potlačena življenjska sila, zaradi česar človek ni v integriteti. Mi rabimo integriteto, zato da lahko orodje uporabljamo v integriteti. In samo skozi pravo energetsko integriteto mi lahko pridemo do prave inteligence in očiščenja, kjer lahko res pač razrešimo vse probleme. Kar itak vsi simptomi, vse bolezni, ki jih imamo v tem svetu, izhajajo iz potlačene življenjske sile. Kako bi ti lahko bil zdrav, če nimaš dovoda energije, ki ti daje life? Kako bi lahko bil zdrav? Ne moreš biti zdrav. Če imamo cel cel upor pred življenjem, ker živimo raje iz glave, kot pa po intuiciji. Nemogoče je. In torej, če hočemo mi razrešiti vse bolezni tega sveta, jaz sem že razrešil 2, lažem, ulcerozni kolitis in artritis. Kdor je imel ulcerozni kolitis v lifeu, ve, da jaz sem imel najbolj grozno verzijo. Meni je tukaj samo še falil rak in una vrečka iz trebuha, odrezati črevesje in vrečka, in jaz sem to porihtal. To je edini način, ki je deloval. Nobene diete nič ni delovalo, nobeno postenje ni delovalo. To so vse bile prve pomoči, regulacija stresa, kar je bomba. Ampak to je edina stvar, ki je delovala, to, kar danes govorim. Bom v prihodnosti naredil več videov na to temo, hočem imeti celostne dokaze, ker imam še zmeri luskavico. Čeprav se rešuje, se ful počasi rešuje. V glavnem, mi bomo edino na ta način razrešili vse probleme, vse bolezni, vse simptome in pač prišli v tisto naše obljubljeno kraljestvo, pizdo. Nebeško kraljestvo. Dobesedno nebesa. Sploh ne vemo, kaj je vse možno. Zato rabimo vero, da nehajmo sanjati, uporabimo vero v intuicijo. Gremo imeti vero v intuicijo. Gremo imeti vero v intuicijo. Dokler se nam tudi na praktičnem nivoju ne dokaže, jo nebesa. In potem še naprej imeti vero, ker se je že toliko dobrega dokazalo, da vidimo, kam sploh lahko pridemo. Kaj je naš potencial. Jaz mislim, da ta video je bil fucking brutalen. Upam, da me ljudje razumejo, zelo preprosto govorim. In jaz nisem proti nikomur. To je to. Nič. Upam, da sem zajel vse, pitaj Boga. Pitaj Boga. V glavnem, se vidimo v naslednjem videu. To sem hotel povedati. Hotel sem povedati, da kdor prepozna v meni neko inteligenco, nisem najpametnejši, najjači na svetu, ampak sem bomba. In v glavnem, če prepoznaš neko inteligenco v meni, sem ti hotel samo povedati, da pridem, jaz diham te stvari, jaz z veseljem o tem govorim, jaz ful rad predavam, jaz ful rad učim. In jaz živim, ko to delam. Meni nič ne prinese toliko veselja, kot to, kar delam zdaj. To je edino, kar me izpopolnjuje, to je moje poslanstvo. In sem hotel samo povedati, da mi bo v čast, če si kdo misli, da bi bilo vredno me poklicati, kam predavati ali pa govoriti o teh stvareh. Jaz z veseljem pridem, čeprav sem ful len, najraje bi delal tako preko kamerice iz svojega udobja. Če se da, bi bilo top, neka Zoom varianta, to bi bilo the best, sorry, jaz sem ful rad tle, kjer sem. Ampak če bom pač mogel prideti, bom pač prišel, ne. Tako da, sem hotel samo povedati, da pač jaz z veseljem pridem, če pač mislite, da je to nekaj, kar bi bilo cool deliti med ljudi. To je to. Nič. Ajde, se vidimo.